Jani Ivanuša bo postavil vprašanje ministru za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jožetu Podgoršku. Izvolite. Hvala lepa, predsedujoči. Lep pozdrav vsem prisotnim, še posebej gospodu ministru. V skladu z zakonom o meroslovju nadzor nad merili v prometu z žitnimi in oljnimi semeni v Sloveniji od primarnih pridelovalcev izvaja tržni inšpektorat. Ministrstvo je konec oktobra 2021 povedalo, da zakon jasno določa pristojnosti inštitucij, ki uporabljajo merilne naprave. Ko so omenjeni zakon prebrali tudi primarni pridelovalci, se pravi kmetje, se je izkazalo, da je merodajni dokument, ki določa pravila o tem, kdo in kako se meri žitna in oljna semena, pravilnik o meteoroloških pogojih za delovne etanole, naprave vlagomere za žitna zrna in semena oljnic. Ta pravilnik je bil objavljen leta 1986 v Uradnem listu takratne SFRJ in je prenehal veljati leta 2002. Ministrstvo je na pomisleke primarnih pridelovalcev, se pravi kmetov, odgovorilo, da zadeve ne more komentirati, ker ni v njeni pristojnosti. Za vprašanje, ali inšpektori sploh ukrepajo glede napačno umerjenih inštrumentov, so se kmetje obrnili tudi na Kmetijsko-gozdarsko zbornico Slovenije, kjer pa tudi niso dobili odgovora. Osnovna težava leži v dejstvu, da so žitna semena in oljna semena pri prodaji odvisna od osnovnih vlažnosti zrna, vsebnosti beljakovin in hektolitrske mase. Za ugotavljanje teh so potrebni merilni instrumenti, ki na osnovi ugotovljenega predpisanega zakonskega postopka preko naprave določijo vrednosti vlažnosti zrna, vsebnosti beljakovin ter hektolitrske mase. Ključno je, da vsi ti trije parametri vplivajo na doseganje cene za stehtano količino. Največji in ključni dejavnik poleg količine, ki vpliva na doseženo ceno, je vsebnost vlage v zrno v času prodaje. Sedanji kupci žitaric v Sloveniji ugotavljajo vsebnosti vlage v času prodaje na instrumentu za ugotavljanje vlage, se pravi tako imenovani vlagomeri, ki jih proti plačilu lastnika letno umerjajo v za to usposobljenih organizacijah. Problem, ki se iz tega izhaja, pa je, da te organizacije, ki umerjajo omenjene instrumente, nimajo zakonske osnove in to izvajajo izključno kot običajno gospodarsko dejavnost na zahtevo naročnika proti plačilu. Odkupovalci žit in oljnic pa kmetom zagotavljajo, da imajo instrumente zakonsko umerjene v za to usposobljenih podjetjih in zato kmetom prikazujejo dokumentacijo o umerjenih instrumentih brez zakonske podlage, ki je na tem področju veljala do leta 2002. Zaradi navedenega me zanima, zakaj področje merjenja vlage žitaric in oljnih semen še ni zakonsko urejeno, dokdaj se bo področje zakonodaje, kontrole in umerjanja instrumentov za določene posameznih parametrov zrnatih žit in oljnih semen uredilo. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod minister, izvolite. Imate besedo za odgovor. Hvala lepa, spoštovani predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci. Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v zadnjem obdobju nismo zabeležili omenjenih pritožb strani kmetov glede merjenja parametrov vlage, hektolitrske teže in vsebnosti beljakovin. Vemo, da je to podlaga za določitev cene. Pridelovalci so se v večji meri obračali na nas zaradi prenizkih odkupnih cen, stroškov povezanih s odkupom, ravno tako glede razvrščanja pšenice v posamezne kvalitetne razrede, kjer pa so ti parametri, kot ste jih, spoštovani poslanec, tudi omenili, ključni. V bistvu pravilno ugotavljate, da to področje ni urejeno. Se z vami strinjam. In tudi vemo, da je leta 2002 prenehal delovati pravilnik še iz časa nekdanje SFRJ in takrat je bil tudi nadomeščan z novim pravilnikom, ki ga je pripravilo Ministrstvo za takrat šolstvo, znanost in šport. Tudi ta pravilnik je nehal delovati leta 2003 in od takrat naprej pravilno ugotavljate, zadeva ni več natančno določena. Naj pa ob zaključku dodam samo še misel. Za pripravo te zakonodaje je načeloma pristojno Ministrstvo za gospodarstvo, ne naš resor. Tudi omenjeni tržni inšpektorat ne spada pod naš resor. Zato bomo na našem ministrstvu ponovno podrobno proučili to vašo pobudo, tudi z deležniki, in ukolikor se bo pojavila potreba po zakonski ureditvi, tudi strani zainteresiranih deležnikov, potem bomo skupaj s resornim ministrstvom, torej ministrstvom MGRT-jem, pripravili
verjetno pravilnik oziroma zakonsko podlago za tudi to umirjanje. Me pa veseli predvsem nekaj, da kljub vsemu tisti, ki izvajajo te storitve, vseeno dajo enkrat letno umiriti te svoje aparature, kar pomeni, da nekako rezultatom njihovih meritev na koncu vendarle lahko dokaj verodostojno tudi zaupamo. Hvala lepa. Poslanec, imate besedo za dopolnitev vprašanja. Izvolite. Ja, hvala, minister. Sej sem pričakoval takšen odgovor. Bom takoj postavil vprašanje na to, da ste rekli, da boste proučili pobudo. Mene pa zanima, koliko ta pobuda lahko, kakšna časovnica ta pomeni, ta pobuda. Se pravi, od pobude pa do konca, ne vem, koliko to traja. Leto dni, pol leta, ne vem, na pamet govorim. Vi pa vseeno, ker pač vem, da je ta zadeva zelo, zelo občutljiva, pa vseeno, ker se teh tolikih let ni to enostavno uredilo, 26 letih. Me pa zanima, ali inšpektorji sploh lahko ukrepajo glede na napačno umerjenih instrumentih. To me zanima pa, kdo je dejansko odgovoren za nadzor omenjenih instrumentov. Ne vem, vi ste rekli sicer zdaj Ministrstvo za gospodarstvo, tako sem vas razumel. Na koga pa se torej lahko kmetje sploh obrnejo, če ni nikogar za tem? To, Razumem pa, da se enostavno v teh 20 letih enostavno to res ni uredilo. To je malo nekako čudno, da se potem nikoli ne ve v bistvu, kako bodo kmetje v bistvu splasirali svoj pridelek oziroma svoje žitarice, posebej pa tam, ko gre pri odkupi. To je problem. Vsebnost vlage, te instrumenti kažejo čist drugačne zadeve. Eni kmetje, ki so se mogoče malo, bi rekel, bolj ekonomsko usposobili, so si nabavili svoje instrumente in potem, ko vidijo, da in tu prije do odstopanj do tistih instrumentov, katere imajo odkupovalci žitaric, in tu so problemi. In ti veste, da to 20 let se že stvar ni uredila in je vprašljivo. Vedno obstaja sum, da to ni korektno oziroma ni pošteno. Hvala. Hvala lepa. Gospod minister, imate besedo za odgovor. Izvolite. Ja, hvala tudi za to vprašanje. Tudi sam osebno obžalujem, da leta 2003, ko so prenehali veljati vsi pravilniki, ki so urejali to področje, ni bil narejen nov pravilnik, ki bi veljal. Se povsem strinjam z vami, takšna situacija, kot je v tem trenutku, nas napeljuje k neki domnevi, da meritve niso ustrezne, in zato se tukaj strinjam z vami, da je potrebno tudi to področje urediti. Še posebej, če vemo, da tudi kmetje, ki imajo te inštrumente, sem skoraj da prepričan, da jih ne dajo umiriti, in zato verjetno prihaja do odstopanj v meritvah, ki jih naredi kmet sam, do tistega, ki jih naredi neka odkupovalec, ki pa recimo, kot ste tudi vi v vprašanju pravilno ugotovili, dajo vseeno te inštrumente umiriti. Kot sem že uvodoma povedal, za to področje ne pokriva ne naš inšpektorat, niti naše ministrstvo. Mislim, da je tržni inšpektorat pristojen za preverjanje umerjenosti inštrumentov, merilnih naprav. Zdaj, glede same časovnice, to je izjemno nepredvidljivo napovedovati, kajti potrebno je najprej to materijo preučiti skupaj z samimi deležniki in potem na podlagi tega verjetno skupaj z Ministrstvom za gospodarstvo, ki je nosilno ministrstvo, pripraviti predlog, in ker nismo sami v tem, ker nismo nosilno ministrstvo, niti ne želim napovedovati časovnice, ker bi bilo to preambiciozno z moje strani. Hvala lepa. Poslanec, imate besedo za postopkovni predlog. Izvolite. Ja, hvala. Hvala predsedujoči za besedo. Hvala tudi ministru za odgovor. Vse je jasno, da je stvar nepredvidljiva, ampak vseeno. Je pa to, da recimo marsikoga, če dopolniš malo razpravo, ker imam še 2 minuti, je pa hudič, da vsako leto nikoli ne vemo v bistvu, kakšna bo odkupna cena žitaric ali koruze ali pšenice, ki so najbolj obsežni žitarici pri nas, kaj se bo zgodilo, kakšna bo cena, to še se kome zve, ko so kombajni v bistvu na njivah ali pa po opravljeni žetvi. Tako da to so neke stvari, ki motijo, ki enostavno ne dajo nekega miru v kmetijstvu, da bi lahko
kmetje malo bolj bili nekako bolj orientirani na neko stalnico v kmetijstvu. Ja, stvar ni enostavna, ni poštena, to je dejstvo. Edini taki, če dam malo nostalgije tukaj, edini kmetijski pridelek, ki je bil, je to bilo sladkorna pesa, ki je vnaprej vedela se točno, kakšna bo cena na osnovi, se pravi, stopnje sladkorja in potem tudi količine. Je vsak kmet vedel točno, ob kakšni kategoriji količine, se pravi, pridelka ga čaka tudi plačilo in to je bil v tistih časih sladkorne pese v Ormožu fenomen. In pogrešamo samo takšne proizvodnje, kot je bila proizvodnja sladkorne pese, kajti dejstvo je, da je fenči kmet ve, kaj ga čaka za svoj pridelek oziroma za svoje opravljeno delo. Toliko vseeno bi izrabil, da to pobudo dam da se pravi širša razprava v parlamentu, čeprav ne verjamem, tako kot sem že tolikokrat omenil, da ne verjamem v širšo razpravo, ampak vseeno naj se gotovi, naj se nekaj spremeni, da bodo se stvari uredile. Hvala lepa za pozornost. Hvala lepa. O vašem predlogu bo Državni zbor odločil v sredo 2. februarja 2022 v okviru glasovanj. Jure Ferjan